sem se odločil, da spet nekaj posnamem. Namreč v tele pisarni poteka svetovanja, par dni nazaj na tem stolu sedela ena ženska, s katero že delam enih 6 let. Malo svetovanja, malo psihoterapija, dobro me pozna, pa ve, da sem levičar, ne. In potem sred terapije, pogovarjanja reče, kaj vi ste za Janšo? Pa sem rekel, kakšno vprašanje je pa to, ne? Ne gre za to, a sem jaz za Janšo ali nisem za Janšo. Gre za to, da sem jaz za vladne ukrepe, da sem proti tem, da se ruši vlada v neprimernem trenutku, ne. Tam neki demonstranti skačejo do stropa, se kolesarijo, ko bi bil živo jaz, ne, sadistično, če bi tam rajsnegle, da mi je par tavžnika po tleh, to vse popokaj, ne, vse režu, ne, to je že malo sadistično, ne. Te demonstracije so, po mojem mnenju, pač ne gre za to, da so pravične, ne, da ima narod pravico demonstrirati v demokraciji, ne, v tem trenutku je ta narod pritegnjen, ne. To je issue, ne da ima pravico stavkati, ker v tem trenutku normalni ljudje sprejmemo ukrepe, ne. Zdaj so razrahljani zaradi pritiskov te raje podivjane, kolesarske raje, zaradi tega se vladni ukrepi, ali je to dobro ali ne, ni pomembno, ampak vladni ukrepi se rahljajo, ker je narod tako pritegnjen, pa pritiska, ker ne more biti več v karanteni, ker bi radi ne vem kaj. Ker ni lušen biti pod ukrepi, ne. Ampak ne gre za to, da ima zdaj toliko veliko naroda prav, vlada je pa narobe, ne, toliko veliko naroda je pritegnjenega. To je moj point, ne. Pa me pa sprašuje, ali sem jaz za Janšo ali sem proti, ne. Pa ve, da sem jaz bolj levičar, ne. Nikoli nisem bil za Janšo. Ampak v tem trenutku bi bil jaz za Hudiča, če vod vlado. Ker mene zanima sam, a vlada zdaj dobro dela, ali dela slabo, ne? A se narodu dobro piše, ali se mu ne piše dobro. To je issue, to je point celega konteksta. Meni je vse, kdo vlado vodi, ali Hudič, ali Janša, ali kak drug pretegnošk, ali pa Tito pride z groba, ali pa Cerar. Šarec, Serpentinšek, mi je vse. Mene samo zanima, če gre narodu na bolje. In pod to vlado gre v tem trenutku narodu na bolje. Ta raja pa vidi, da je vse narobe, ne, z maskami. Ker ena ima certifikat, druga ga nima. En ventilator je boljši, en je slabši. En je malo zaslužil, en pa nič ni zaslužil. On je klical, ta ni klical. To ni bistvo. Bistveno je, da gre narodu na bolje. In realni kazalci so takšni, da v svetu so mnoge države tenko piskale, slabše so odnesle kot mi, smo blizu Lombardije, se pravi, naša vlada formalno dobro dela. In tam nas celo nekje v Ameriki dajejo tako malo za vzgled, kako smo mi poceni odnesli v tem prvem valu. In zdaj, Hudič vladi še naprej, bi jaz rekel, sam temu Hudiču je pa nažalost ime Janša, ki ga mnogi ne prebavljajo. In zdaj bom jaz rekel, da ta neprebavljivost se napaja iz tistega nekega latentnega besa, ki ima vlite cisterno ene energije, kerozina, besnega kerozina v miselne procese, sadistične, ki mislijo Janšo. Ampak v tem trenutku moramo mi misliti, če je to dobro za narod, kar se gre ta vlada, ki poveljuje kjerkoli, Hudič, Janša, se ni važno. In tle je treba hektoliter cisterno benzina imenovanega libido vlit v to čustvo. Veseli smo, ker gre narodu na bolje. Ti preteguški, te anarhisti so pa veseli, če bi se Janšo ubilo. Kaj pa z narodu, jih pa sploh ne briga. V tej libidinalni ekonomiji, kot je temu rekel Freud, je pa treba drugo razsodno moč upeljati. Mi se moramo vprašati, kaj je bolj pomembno, kaj ima veto. Veto ima pa to, da gre narodu dobro, da so ukrepi dobri, celostno gledano, vse je v redu. En je pa 1000 evrov zaslužil, ali pa več. Pa ona maska ni imela certifikata, pa je skozi imel pa bila brez certifikata, to je nepomembno. Ampak vi se kačite, haklate za te nepomembnosti, zato imate bes do Hudiča, imenovanega Janša, kot ga vi vidite. Ne.
psihični akcent se mora osredotočiti na nekaj bistvenega. To pa je, da gre narodu, državi na bolje. In to se dogaja. Krivec je pa slučajno Hudič, imenovan Janša, kot ga vi vidite. Ne? Mene Janša v tej zgodbi ne zanima. Mene zanima, ali gremo na bolje, gremo na zeleno vejo. To je bistveno. Ta psihični akcent, kaj se meni dogaja po glavi, olajšanje, ker gre dobro, tle se meni dogaja zgodba. Anarhisti, kolesari, levi lojalneži, vam se pa mota po glavi, kaj če Janša zdaj zmaga na naslednjih volitvah, treba ga je ubiti. Čakajte malo, dajte se osredotočiti, kako je zdaj živeti. Dobro je živeti, ker se je korona kriza umirila. Zdaj pa še gospodarski ukrepi, tukaj še lejeva nastane, ne? Tukaj se bo pa dalo Janšo kritizirati. Šele ko se bo ta zgodba začela, ta kalvarija dogajati, ne? Bom pa jaz teže kritiziral te kolesarje pa protestnike, ne? Upeljal sem libidinalno ekonomijo. Psihični akcent mora biti usmerjen v bistveno stvar. Zdaj bom pa upeljal pa malo nogometa oziroma Roberto Baggio je tam leta 94, 11 metrovko v finalu svetovnega prvenstva, menda je bilo v Ameriki. Proti Brazilcem odločilen penal mimo seku. Se kolega budala. Že takrat sem pač vedel, ne, mladi Freudovec sem bil. Star, ko sem bil, 30 let. Sem rekel, kolega, namesto da bi se osredotočil na užitek, ki bo sledil kot dan gol, premagamo Brazilce in smo svetovni prvaki. Njega je pa skrbelo, kaj če fali. Budala jedna. To je treba marginalizirati. To je slučajno falil, ne bom zanalaš. Ne me to v glavi. Me v glavi tisto, kar je bistveno. Uživanje, ker bomo svetovni prvaki. Ne? To sem jaz vedel leta 94, ki je Roberto Baggio mimo sekel. Eni italijanski neurologi so pa 10 let se ukvarjali s 111 metrov in so rekli neurologi, ki pojma nimajo, kako psiha deluje. Sam tam neke transmitre štejejo. Roberto Baggio se je bolj bal neuspeha, namesto da bi se veselil uspeha, ki bo sledil. Njega je ohromilo to, da je imel v glavi, kaj če falim. Ja, itak, budale, ne vejo, ker se ne ukvarjajo s Freudom. Po tem kopitu je tale čez hrib je doma tale čez. Peter Kauzer napoveduje človek medaljo v Londonu. Joj, se neko, pa ko to napoveduje, zdaj imaš pa svinčen ruzak, zdaj pa zmagi, če lahko, ker te skrbi, če boš oso izpadel, če ne bo zmagal, ker si napovedal, da bo zmagal. In ni zmagal. Pa mene kličejo tam na veslaško zvezo, zakaj je zgubil? Zakaj ni, pa mi pa še tam neko zamrznijo ekran pred štartno faco od Kauzerja, a se neko, zdaj pa jaz z tega videl, kaj je zdaj v očeh narobe. Ne, on je napovedal nekaj, se ukvarja z nečem v glavi, kaj če jaz ne bom zdaj zmagal, sem pa napovedal. Ne bi smel napovedati. Te stvari ne bi smel v glavi imeti, tako kot ne bi smela biti v glavi ta mora Janša na oblasti. Narodu gre pa dober, treba je uživati, ker gre narodu dober. Ali pa recimo, kaj vem, te športnike, Ilka, joj, kaj pa če drugi tek ne odpeljem, tako je treba, pa vodila je tam, da je v kombinacijo zmagala, Cortina ali kje je bilo. Pa ne smeš me to v glav, ti samo me v glav, kako je zmagala, kako je lušen, ne pa kaj bo, če je zdaj pa ne. Ja, flegmatiziraj, tablet, bolje me kurat s 500 mg je treba požreti. Ne med v glavi misel, ki ne sodi v glavo. In spoštovani protestniki, ali pa vesoljna Slovenija, občestvo. Zdaj je bistveno, da ta narod začenja bolje živeti. Če je na poglavar te vlade Hudič ali pa Janša ali pa Tito, je vsem. Narodu gre boljše. Dajte počakati na volitve. Ne se z glavo zid zabija, če je nekdo, ki ga nimate radi na oblasti. S tem se ne ukvarjati. Meni je vsem, kdo vlada. Ker je moralno prav, da gre narodu boljše. S tem se jaz ukvarjam. Skratka, to naj ima veto. Zdaj ne vem, ali sem prav povedal, ali ste razumeli, ne kritizirati osebe, kritizirate njegova dejanja, če bodo slaba, ampak samo, če bodo slaba. Toliko sem imel zapovedati. Evo.